V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Adventistična cerkev velik pomen pripisuje oznanjevanju troangelskega sporočila. Zapisano je v 14. poglavju Razodetja, govori pa o začetku sodbe in padcu Babilona ter poziva k izhodu iz svetovnega sistema lažne religije. Del teh udarnih vrstic je tudi pogosto spregledano naročilo, ki pravi: molite njega, ki je naredil nebo in zemljo, morje in izvirke voda. Začnimo na začetku. Za vsako premišljevanje je potrebna vsaj ena začetna predpostavka, ki jo je treba privzeti brez dokaza. To pomeni, da je na začetku treba nekaj sprejeti z vero. Bodisi verjamete v Boga, bodisi v veliki pok in evolucijo, bodisi v vse troje, bodisi v nič od naštetega. V vsakem primeru začenjate z nekakšno prvo predpostavko. Ali se je vse začelo z inteligentnim stvarnikom, ali pa z neinteligentnim, to je neumnim ničem. V vsakem primeru morate začeti z nekakšno vero. Vprašanje je le, katera izbira je bolj smiselna, katera razlaga ima več dokazov, katera vera je manj slepa. Poudariti velja, da je znanost že po svoji definiciji taka, da ne dovoljuje ničesar nadnaravnega, tako da se stvarnika, ki je nadnaraven, v tem smislu ne more stlačiti v okvir človeške znanosti. Znamenita prva vrstica Svetega pisma pravi: v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Danes znanost potrjuje, da vesolje ni večno, saj se je nekoč začelo. Vesolje je medsebojno povezana celota prostora in časa, to je prostor-čas. In z začetkom prostora se je začel tudi čas. Iz omenjene svetopisemske vrstice lahko sklepamo, da je Bog moral obstajati izven našega prostora in časa, že preden je oboje ustvaril. Torej za Boga lahko rečemo, da je vsemogočni stvarnik vsega. On lahko biva izven našega vesolja in z njim upravlja po svoji volji, še dosti bolj kot inženir svojo napravo. To seveda pomeni, da vesolje ni vse, kar obstaja, pa tudi, da se Bog ne skriva nekje znotraj vesolja, niti Bog ni vesolje samo. Če je Bog ustvaril vse, kdo je potem ustvaril Boga? Bog ni ustvarjen. Če se nekaj začne, pravimo, da ima to svoj začetek v času. Velja pa tudi, da vse, kar se začne, ima svoj vzrok. Ker je Bog obstajal že pred začetkom časa, nima svojega začetka v času. To pa pomeni, da se Bog ni začel in da ga torej nihče ni povzročil. Bog je večni stvarnik, začetnik in vzdrževalec vsega. Če se vam začetek s stvarnikom zdi neznanstven, ker je na začetku nekaj čudnega, se spomnite, da se tudi naturalistična razlaga brez Boga začenja z nečim skrajne čudnim, in sicer z velikim pokom, za katerega nihče ne zna zares razložiti, od kod se je vzel, kako in zakaj se je sprožil in kako je eksplozija proizvedla čudovito urejeno vesolje. Sveto pismo v prvih 11 poglavjih sporoča še celo vrsto osupljivih reči. Bog je vesolje in življenje ustvaril tako, da je vse priklical v obstoj. To je storil v 6 običajno dolgih dneh, za spomenik tega edinstvenega dosežka pa je postavil soboto. Bog je najprej ustvaril planet Zemljo in šele nato osončje in zvezde. Bitja je ustvaril po njihovih vrstah, ki so se sposobne prilagajati na okolje.
Človeštvo se je začelo z inteligentnim parom, to je z možem in ženo. Prvotno popolno stvarstvo je zaradi upora padlo v greh, zaradi česar gre vse dol proti propadu, ne pa gor v neko višje stanje. Bog je sprožil potop, ki je bil globalna katastrofa, ne pa neka večja lokalna poplava. Teden stvarjenja se je odvil pred okoli 6000 leti, kar lahko razberemo s seštevanjem zabeleženih rodovnikov. Zemlja torej ni stara milijarde let. Danes smo tako prepojeni z velikim pokom in evolucijo, da se zgornje trditve večini zdijo absurdne. Zanimivo pa je, da se znanstveni dokazi proti Bogu nazadnje večinoma skrčijo na variante teološkega vprašanja, zakaj Bog dopušča zlo. Vprašanje je legitimno, vendar ne more biti znanstveni ugovor proti Bogu. Predvsem pa se na to vprašanje lahko poda dobre odgovore. Če jih tu samo izredno, na grobo povzamem, Bog je ustvaril razumna bitja, svobodno voljo in pri tem tvegal, da se mu bodo uprla. Del stvarstva se je zares uprl in naš svet je trenutno prav v žalostnem središču tega dogajanja. Vendar pa Bog omejuje zlo, ga nadzira in ga bo končal ter odpravil. Bog je za rešitev upornega človeštva daroval svojega sina in na ta način vsakemu posamezniku, ki to daritev sprejema z vero in poslušnostjo, zagotovil večnost v obnovljenem, popolnem stvarstvu. Tudi vam. Tega večina noče sprejeti in raje verjame v evolucijo, ki uči, da je pred milijardami let vesolje samega sebe nekako pognalo v obstoj in da je življenje na Zemlji nastalo po naključju, iz neživih kemikalij pred milijoni let. Čeprav nihče ne zna pojasniti, kako naj bi se to dejansko zgodilo, se veliki pok in evolucija uči kot nesporno dejstvo. Da bi v ta prevladujoči vzorec na nek način vendarle vpletli še Boga, so mnogi kristjani pristali na kompromis, ki se imenuje teistična evolucija. V grobem rečeno ta uči, da je nekakšen Bog uporabil evolucijo z vso krutostjo, ki spremlja boj za preživetje. Toda Svetopismo zelo jasno uči, kako, kdaj in zakaj je stvarnik ustvaril vesolje in nas. In to poročilo ne potrjuje evolucije, niti teistične evolucije. Biblija nikjer ne pritrjuje niti velikemu poku, niti evoluciji. Kdor trdi, da je Bog uporabil evolucijo in milijone let umiranja, to lahko skuša utemeljiti s kombiniranjem znanosti in filozofije, ne more pa tega podpreti z Božjo besedo. Vendar pa to večine ne skrbi, niti tistih, ki zase trdijo, da vse gradijo na Bibliji. Zato so zagovorniki biblijskega stvarnika tarče posmeha in prezira. Poziva se jih, naj se raje osredotočajo na evangelij in se jim očita, da s svojim fundamentalizmom krščanstvo spravljajo na slab glas, da z nazadnjaštvom škodijo širjenju evangelija in da so antiintelektualni, se pravi neumni. Precej takih neumnih doktorjev naravoslovnih znanosti, med katerimi so tudi priznani izumitelji in univerzitetni profesori, je doslej zbralo več dokazov, da sta veliki pok in evolucija znanstveno nevzdržna, ter da ju znanstvena skupnost goji kot posebno obliko religije. Glavni dokazi proti naturalistični razlagi vesolja in življenja so v grobem naslednji. Teorija velikega poka ima čedalje večje težave s pojasnjevanjem današnjega vesolja in se mora zatekati v čedalje bolj čudna mašila. Evolucija ne pojasni nastanka živega bitja, kompleksnosti življenja, niti izvora potrebnih informacij. Naravna selekcija se dogaja, a to ni isto kot evolucija. Selekcija samo izbira med že obstoječimi informacijami in ne ustvarja dodatnih informacij,
ki bi bile potrebne za napredovanje biti. Plasti kamnin govorijo v prid potopa, ne pa domnevnih, dolgih, enakomernih obdobij. Fosili domnevnih vmesnih členov manjkajo, obstoječi fosili pa potrjujejo veliko vodno katastrofo. Radiometrično datiranje kamnin je sicer natančna, a ne nujno točna metoda, saj je izrazito odvisna od začetnih predpostavk, zaradi česar je že večkrat dala obupno napačne rezultate. Teorija evolucije, ki trdi, da je vse samo naključna napaka, ne daje osnove za razumno premišljevanje, niti za moralo. Bolj kot tehnične podrobnosti dokazov proti evoluciji, si v nadaljevanju oglejmo nekatere bolj teološko obarvane reči, do katerih pripelje teistična evolucija. Prvič. Če je Bog uporabil evolucijo, potem Biblija podaja povsem napačno poročilo, ko govori o stvarniku, padcu v greh in o potopu. Če pa geneza ni zgodovinsko resnična in se torej Biblija moti že čisto na začetku, zakaj bi zaupali vsem nadaljnjim poglavjem Svetega pisma? Od katere vrstice dalje naj potem Biblijo jemljemo resno, oziroma dobesedno, oziroma kot Božjo? Če prva poglavja Biblije niso resnična, potem je vse skupaj le zgodbica, krščanstvo pa le še ena izmed praznih religij. Drugič. Če je Bog uporabil evolucijo in jo še naprej usmerja, potem Biblija zavaja, ko pravi, da je Bog popoln, svet, vsemogočen, da je življenje, luč in ljubezen in da njegove lastnosti lahko jasno vidimo v njegovem stvarstvu. Domnevni evolucijski procesi so polni naključnih napak, neuspelih poizkusov, krutosti in smrti. To je nezdružljivo z Bogom, kot se razodeva po Bibliji. Tretjič. Če je Bog uporabil evolucijo, potem se človeštvo ni začelo z Adamom in Evo, ni padlo v greh, niti ni bilo skoraj povsem uničeno v potopu, kot poroča Biblija. Če je Bog uporabil evolucijo, potem smrt ne more biti slaba. Torej je sam koncept rešitve po Jezusovi spravni žrtvi brez prave osnove, kar pomeni, da je tudi sporočilo evangelija bolj ali manj nesmiselno. Četrtič. Če so prva poglavja Biblije zgolj poetična prispodoba, potem je Jezus lagal, ko je govoril o prvem poročenem paru in ko je v svojih svarilih pred uničenjem omenjal potop. Še več, potem je prevara tudi Jezusov rodovnik, ki je izpeljan vse tja do Adama. Na podlagi teh sklepov lahko ugotovimo, da teistična evolucija izrazito pači svetopisemsko predstavo o Bogu. Teistična evolucija je bila verjetno mišljena kot nekaj, kar naj združi znanost in religijo, ter širšim množicam približa nekoga nad nami. Toda religija ni isto kot biblijska vera in ideja o nekom nad nami spet ni isto kot Bog stvarnik, odrešenik in sodnik. Pri teistični evoluciji gre v končni fazi za vprašanje, kakšen je Bog. Je suvereni stvarnik ali nekdo, ki se preko evolucijskih prijemov igračka z usodo milijard biti? Je dober ali zgolj manipulator? To je nadvse pomembno vprašanje. Veliko ljudi verjame v neke vrste neosebnega, oddaljenega Boga, v nekakšno silo ali energijo ali kar v vesolje. Veliko jih pravi, nekaj je nad nami, a to ne more biti ljubeči Bog. Če neke vrste Bog obstaja, mu ni mar za nas, pravijo. Žal teistična evolucija s svojim zagovarjanjem krvave evolucije v bistvu podpira take trditve. To je za Boga huda žalitev. Ljudi pa oddaljuje od tega, kar pravi Biblija.
Kompromis, ki stvarnika tlači v človeško škatlo, torej dela več škode kot koristi. Zaključimo pa z nekaj poudarki. Prvič, ni vseeno, kaj verjamete. Vaš pogled na to, kdo ste, od kod ste in kam greste, neizogibno in odločilno vpliva na vaše misli, besede in dejanja. Drugič, z vero v stvarnika, kot se razodeva po Svetem pismu, ima življenje smisel. Nihče ni plod napake pri kopiranju genetskega materiala in življenje ni le produkt slepega in bedastega naključja. Ker smo ustvarjeni z namenom, lahko živimo z namenom. Tretjič, glavni problem današnje dobe ni podivjana narava, temveč podivjanost človeške narave. Nobena evolucijska razlaga tega ne more odpraviti. Prav nasprotno, mnogi diktatorji so zelo jasno pokazali, da predanost tako imenovanemu preživetju najboljšega vodi v grozodejstva. Našo temeljno težavo lahko odpravi samo stvarnik. Podobno kot hudo okvaro kompleksnega sistema lahko odpravi samo načrtovalec tega sistema. Bog, ki ne more lagati, v svoji besedi daje svojo besedo, da je bilo stvarstvo na začetku popolno, da bo kmalu spet ponastavljeno in celo nadgrajeno v boljšo verzijo. Vse na osnovi tega, kar je za nas storil Jezus Kristus. Zaključimo z besedami dveh krščanskih znanstvenikov, ki sta napisala knjigo, v kateri zavračata teorijo velikega poka. Njun poziv se glasi: danes imamo možnost proslaviti Boga ter razsvetliti, upozoriti in opogumiti njegove ljudi, kot se doslej še ni dalo. Izkoristimo te priložnosti, dokler jih lahko, in naj nas Gospod, ko pride, da nas odpelje domov, najde pri tem delu. Amen. Dragi Bog, hvala ti, da si naš stvarnik, naš odrešenik. Hvala ti, da skrbiš za nas, da je vse pod tvojo kontrolo in da nas boš ob svojem času prišel iskati in odpeljati v blaženo večnost. Pomagaj nam, da bi se večkrat zavedali, da smo ustvarjeni z namenom in da živimo z namenom. Pomagaj nam, da bi se večkrat spomnili, da si ti vzdrževalec vsega in da boš vse pripeljal do zmagovitega konca. Hvala ti v tvojem imenu. Amen.